Živijo, moje ime je Ema. In čeprav še nimam izpita za avto, sem že pri 6 letih vozila gokart. Zanima me avtomobilizem in tehnologija. Zato se bom danes prehodila med jeklenimi konjički in pogledala, kakšni bodo avtomobili v prihodnosti. Ali je motor res srce avtomobila? Če imamo ljudje srčka, ki nam omogoča pretok krvi in da mi lahko funkcioniramo, tudi motor poganja energijo po avtomobilu naprej, da se lahko premika, s tem pa tudi mi v njem. Zdaj smo v avtu, ki se mu reče hibrid. Kaj to pomeni? To pomeni, da ima ta avtomobil dva različna motorja. Eden je ta, katerega sva pogledala zunaj, drugi je pa elektromotor. Tako da ima in bencinski motor in elektromotor, izrablja pa prednosti enega ali pa drugega. Ali je električni avto prihodnosti? Sam ta prihodnost, preden bomo imeli samo električne avtomobile, bo še kar nekaj časa trajalo. Ali lahko električni avto polnimo tudi na domači vtičnici? Lahko, seveda lahko. Dober dan. Živejma. Jaz se še vedno vozim v jahaču. Kdaj se lahko ne več? Ko boš zrasla za vsaj 10 cm, če se usedeš in se pripneš, se ti zgodi tole, da gre varnostni pas takole pri vratu. V primeru trka gre tvoje telo naprej in te lahko močno zareže ali pa celo zaduši. Pa tako, da daš podriti jahača in si 10 cm večja. Zakaj rabimo avtomobile, ki si na cesti sami ustavijo? Včasih odrasli nismo dovolj zbrani med vožnjo. In takrat tak sistem, ki avto v hipu ustavi, tudi če mi ne zaviramo, pomaga reševati življenja. Kdaj se bojo avtomobili vozili po cestah brez voznika? Napoved je, da bojo 2020 do 2025 prvi avtomobili avtonomno že vozili predvsem po mestnih jedrih, potem pa tudi drugje. Tehnologija iz leta v leto napreduje, a jaz se bom do 18. leta kar lepo vozila s kolesom. Adijo!